Pozdravljeni. V današnjem delovnem studiu gospodarstva se bomo pogovarjali o najnovejših računih, ki jih bodo končni uporabniki dobili od svojih komunalnih podjetij. Gost v našem studiu je direktor družbe Vodovod Kanalizacija Krištof Mlakar. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Iz pojasnila ob sprejemu te vladne uredbe, ki so jo nekateri kar poimenovali davek na deževnico, je bilo moč razumeti, kot da gre po novem zgolj za neko drugačno prikazovanje stroškov vode in kanalščine oziroma za ločeno prikazovanje stroškov deževnice, ki speljana v kanalizacijo. Vendar pa računi, predvsem v Ljubljani, so v glavnem višji in to predvsem na račun dražje omrežnine. Kako to in kaj vse se spreminja na računu oziroma te položnice, ki bodo dobili uporabniki? Ja, treba je pojasniti, da se v računi višajo samo v večstanovanjskih stavbah. Tudi moram reči, da ni točna trditev, da se omrežnina povečuje. Pri oskrbi s pitno vodo je prej konkretni uporabnik dobil 5 postavk. Na zdajšnji položnici so samo 2. In v sedanjo omrežnino sta všteti prejšnji 2 postavki, števčnina in vzdrževalnina. Eno je bilo plačevanje vzdrževanja vodovodnih priključkov, eno vzdrževanje in umeritev vodomerov. To je zdaj vse vključeno v omrežnino, ki predstavlja strošek javne infrastrukture. Vodarina ima sedaj po novem všteto tudi vodno povračilo. Torej, če bi na prejšnji položnici primerjal vodarino in pa vodno povračilo in bi ga zdaj primerjal z novo položnico, je znesek popolnoma enak. Kaj se spreminja? Najbolj se spreminja v bistvu postavka omrežnine v večstanovanjskih stavbah, ker uredba, ki jo je sprejela vlada in s katero smo bili dolžni uvesti nove cene s 1.4.2014, določa, da faktor omrežnine 1 velja za vse objekte, razen za večstanovanjske, kjer se pa ta faktor omrežnine upošteva za vsako stanovanjsko enoto posebej. Mi smo posebej, ko smo predlagali svetu ustanoviteljev v sprejem elaborat oziroma uveljavitev novih cen, poudarili, da to zna biti velik problem oziroma velika finančna obremenitev za uporabnike v večstanovanjskih objektih. Svet ustanoviteljev nam je takrat naložil nalogo, da se predhodno, preden bi uveljavili cene, obrnemo na vlado Republike Slovenije s pobudo, da bi se zadržalo izvajanje te uredbe za 3 mesece in v vmesnem obdobju našlo ustrezne, po našem mnenju, bolj pravične rešitve. Namreč gre za to, da je dejansko to prerazporejanje določenih stroškov oziroma drugačno prerazporejanje postavk na računu, ki pomenijo, da bojo individualni objekti oziroma so že prejeli bistveno nižje položnice, medtem ko večstanovanjski objekti pa bodo prejeli bistveno višje položnice. Bistveno višje položnice govorim pa tako. Približno na stanovanjsko enoto na mesec bo prišlo to več od 3 do 5 evrov. Odvisno je seveda tudi od porabe vode in tako naprej. Tukaj je tudi vprašanje, koliko je stanovanjskih enot za posameznim vodomerom, vendar pa po naših podatkih analitičnih, ki smo jih že prej delali, nam kaže, da bo med 3 in 4 evre, ponekod še ogromna poraba, tudi po 5 evrov celo na stanovanjsko enoto na mesec več. To predstavlja med 35 in 60 evrov na leto več stroškov za več stanovanjske enote. Medtem ko pa individualni objekti bodo dobili pa nižje položnice. Vendar ljudje s terena se pritožujejo, da tudi primerjave med različnimi upravniki, ki so baje vsak po svoje nekako napravili svoje te nove obračune, niso možne. Tudi za večstanovanjske hiše. Ponekod se poveča za 1400%, kar iz 0,5 na 7 evrov recimo, nekje pa veliko manj. Zakaj je temu tako oziroma ali je to samo povezano s številom stanovanjskih enot v določeni stolpnici? Povezano je tako s številom stanovanjskih enot v določenem objektu, povezano je s primerom vodomera, tako kot uredba določa, kako mora biti faktor omrežnine računan. Dejstvo je, da tudi tisto, kar je bilo zapisano, da se ponekod 1400% poveča, ni popolnoma točna trditev. Gre za to, da je zadeva bila predstavljena samo iz vidika omrežnine, ki se je prej tudi pojavljala na starih položnicah, vendar pa ni bilo korektno pojasnjeno, da ta sedanja omrežnina pomeni tudi števčnino in vzdrževalnino priključkov, in se zaradi tega
ta del poveča, prej je bilo pa ločeno prikazano to na položnici. In če bi ta seštevek naredil, bi prišel na približno enak znesek. Večji problem je, kot pravim, faktor omrežnine. Se pravi, da se faktor omrežnine v večstanovanjskem objektu upošteva na posamezno stanovanjsko enoto. To je največji problem. Torej, kako so po novem sploh še možni prihranki pri vodi? Ali so možni na ta račun, ali ne? Ne, ta fiksen del omrežnine, ravno v tem je bila naša debata, v to smer je šla, oziroma naš predlog vladi, ker največji fiksen strošek je omrežnina. Tako da bistvenih popravkov, rečemo za uporabnike na položnici, vkolikor bi manj vode porabili, ne bo. Ker te fiksni stroški še vedno obstajajo. Rečemo temu, če bi primerjali z telefonijo, fiksen strošek neke naročnine ves čas ostaja, ne glede na to, a telefonirate ali ne telefonirate. Tisti dodatni impulzi so sam pač dodaten strošek, koliko ste telefonirali. Vendar pa, če cel mesec ne telefonirate, še vedno ostane tisti fiksen strošek, da vam dovolijo telefonirati, se pravi, da imate dostop do omrežja. Enako je tukaj, omrežnina ostaja, tudi če bi bila poraba vode nič kubikov, recimo. In v bistvu, kako lahko potrošniku na kratko tako razložite namen teh novosti? Zakaj je bilo to sploh potrebno, a ne? In zakaj v tem času? Slišali smo že, da pač vlada ni pristala oziroma se niste mogli dogovoriti za podaljšanje, a ne, tega uvajalnega časa. Ampak kaj je v bistvu namen? No, glede namena bi mogli bolj vprašati vlado, a ne? Ampak mislim, da je vlada sicer pristopila na prav način, se pravi, da se ločijo stroški povezani z javno infrastrukturo in stroški storitve. Do tu vse v redu. In ves čas je tudi uredba konzistentna, razen za večstanovanjske enote. Uredba na novo uvaja tudi področje, kar se tiče greznic in malih komunalnih čistilnih naprav, kar je popolnoma v redu tudi predvsem z vidika okoljevarstva. Vendar pa bi bilo potrebno, vsaj po našem mnenju, iti z uredbo na način, da bi imeli mi najprej tekst uredbe, na osnovi tega teksta uredbe pripravili podatke, videli, kaj bi to v resnici pomenilo za uporabnike, predlagali korekcijo uredbe, preden je bila objavljena, in potem verjetno prišli s ustreznejšo rešitvijo oziroma bolj pravično za vse uporabnike. Ker uporabniki, vsaj po našem mnenju, morajo biti enakopravno obravnavani. Zdaj smo pa v bistvu postavljeni v situacijo, da smo izvajalci obveznih gospodarskih javnih služb, tako v narekovaju, izpadli grdo, a ne? Samo iz tega vidika, ker smo se morali prilagajati državni uredbi. Kam pa se lahko potrošnik obrne, če se ne strinja z novimi računi? Kako boste reševali spore? No, pri nas smo vzpostavili klicni center na modri številki, torej je zastonj na 080 8652, vsak dan med 8 in 20 uro, kjer lahko stranke dobijo ustrezne odgovore oziroma postavljajo vprašanja. Vkolikor bojo ta vprašanja tehnično zahtevna, pa se vedno lahko obrnejo na sedež podjetja, na službo obračuna in reklamacij, kjer bomo pa posamezen konkreten primer obravnavali in poskušali in svetovati in razrešiti kakršenkoli vprašanje, ki ga uporabniki imajo. Pa v zadnjem času so klici mogoče že kaj narasli? Klici so seveda narasli, logično, ker je to novost, vendar moram reči, da ustrezno pojasnjujemo, da ni nekih posebnih zapletov ali nerešljivih situacij. Moram konkretno povedati, da tudi za posamezne primere, ki so se oglasili k nam na sedež podjetja, je bilo do zdaj odgovorjenih 472 takih reklamacij in so bile ustrezno tudi rešene. Najlepša hvala. Hvala.